Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že 17. letošnji komentar novic, kjer si bomo, kot običajno, pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat se bomo kot ponavadi ustavili pri 4 različnih temah. In vkolikor vas zanima, kaj piše v originalih citiranih člankov, imate bližnjice do njih navedene v samem opisu. In kot seveda dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni komentar oziroma moje osebno mnenje. Tako, tudi tokrat smo ponovili ta malce drugačen format, zato se lahko takoj lotimo prve današnje teme. Naša prva današnja tema se bo dotaknila članka, ki je bil objavljen 24. aprila na uradni spletni strani Formule 1. Tu smo lahko prebrali, kako bo Alan McNish dobil nov položaj znotraj ekipe Audi. In treba je povedati, da je McNish za Audi prava legenda. Tako v svojih letih, ko je tekmoval z vztrajnostnimi prototipi, kot v svoji vlogi voditelja v raznih kategorijah. Govorimo celo o Formuli E ter tako naprej. Ampak Alan McNish ne bo nadomestil Matije Binota. Binotto ostaja team principal, medtem ko bo Alan McNish racing director. In kaj to poenostavljeno pomeni? Da se bo McNish ukvarjal z ekipo, zasluge bodo šle seveda na račun Binota, krivda bo pa verjetno po navadi samega Matije Binota takoj vržena na ramena tega, po mojem mnenju, izjemno simpatičnega ter sposobnega Škota. Žal vidim, da se pri ekipi Audi ponavlja oni vzorec, ki smo ga videli pri skuderiji Ferrari. In meni osebno to ni všeč. A videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Mi si oglejmo drugo današnjo temo. V drugi današnji temi se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen 29. aprila na spletnem portalu Planet F1. Tu smo lahko zasledili izjavo Nika Tombasisa, ki trdi, kako Formula 1 ne sme biti nekako v primežu te avtomobilistične industrije. Pri Formuli 1 ne smejo biti talci velikih konstruktorjev. In govorimo seveda o pravilih, govorimo o želji po elektrifikaciji in še bi lahko naštevali. Verjetno marsikateri navdušenec je tako kot jaz zastrigel z ušesi. Kje so bile takšne besede, na primer leta 2014, kjer je res Mercedes odkrito lobiral za sprejetje določenih pravil, določenih smernic. Takrat so tvegali in z razvojem začeli prej, ampak če se bi jim nekdo uprl, bi bila lahko zgodovina drugačna. Kaj pa sedaj, v sezoni 2026, koliko zgodb smo poslušali o tem, da
Audi ne bo prišel v Formulo 1, če ne izbrišejo MGUH, kar je bila verjetno prej zahteva Red Bull Powertrains, ampak pustimo sedaj to pri strani. V Formuli 1, kot pri vsakem drugem športu, gre za interese in kjer so interesi, je prisotno tudi lobiranje. In treba je povedati, da takšen šport, kot je Formula 1, za seboj rabi industrijo in rabi znamke. In torej izjava Tombasisa, čeprav na prvi pogled izjemno povšečna ter pravilna, nima tistih osnov v realnosti, na katere bi se lahko oprla. Formula 1 je talka avtomobilistične industrije, ker izhaja dobesedno iz te panoge. Namreč, če pogledamo Ferrari, Honda, Aston Martin, Ford, že prej omenjeni Audi in Mercedes, imajo vsi programe, kjer delajo cestne avtomobile. Tudi McLaren izdeluje super športne avtomobile in seveda pri ekipi Haas imamo Toyoto. Torej, o čem govorimo? Izjava, pri kateri se nekdo dviguje popularnost v javnosti, ampak kot sem dejal, brez osnov. A mi si poglejmo raje tretjo današnjo temo. Na spletnem portalu motosport.com smo lahko 29. aprila prebrali, kako je šasija Aston Martina AMR 26 po dirki za veliko nagrado Japonske ostala v tej državi. Namreč v Sakuri, torej kjer je tovarna Honde, ki izdeluje pogonske sklope za Formulo 1, so se lotili zanimivih primerjav. Namesto, da bi bil pogonski sklop na testni mizi, so ga vgradili v tisto šasijo, ki so jo jim posodili pri Aston Martinu in tako začeli opravljati statične teste. Ne gre za testiranje v tistem pravem klasičnem pomenu besede, ampak gre za aktivnosti, kjer morajo ugotoviti vzrok za tiste nezaželene vibracije in upajmo, da bodo našli tudi rešitev. Ampak iz takšnih novic lahko sklepamo, da med Hondo in Aston Martinom že na samem začetku komunikacij ni bilo oziroma niso bile na nekem pravem nivoju. Nesmiselno je samo zatrjevati, kako gre vse po planih in je vse v najlepšem redu, če se potem pojavijo takšne zadeve, kot smo jih videli na prvih 3 dirkaških vikendih letošnje sezone. Lahko pričakujemo že kakšno spremembo na prihajajoči veliki nagradi Miamija. Osebno povedano ne vem in tudi dvomim, ampak po drugi strani imeli so mesec dni časa, kjer so lahko na teh statičnih preizkusih sploh ugotovili, kje je ta napaka, ki nam ne dovoli sploh spoznati pravega potenciala bolida, ki ga je izrisal Adrian Newey. Ampak videli bomo v prihodnosti, ali so ugotovili vzroke in predvsem, ali so dobili rešitve. Mi se pa ustavimo še pri 4. in zadnji današnji temi. Za konec pa, kot običajno, tista malce bolj postranska tema. Kot smo lahko prebrali v španskem časopisu Marca 25. aprila, Fernando Alonso ima še željo nadaljevati svojo kariero v Formuli 1, kot sam dodaja, če bo dobil priložnost.
Seveda, Fernando Alonso je eden izmed najbolj izkušenih na celotnem štartnem razporedu. In tu bi lahko iskreno dejali, da izkušnje pomenijo tudi starost. In mnogokrat smo že videli, kako je ta španski šampion nekako usmerjal javno mnenje v točno določene smeri. Kdo se ne spomni tistega njegovega El Plana pri ekipi Alpine, kjer vsebine tega magičnega načrta seveda nismo nikoli spoznali do konca. Ampak sam menim, da Fernando Alonso bi skorajda moral narediti prostor mlajšim, morda manj izkušenim, ampak tistim, ki v Formulo 1 prinašajo svež veter in sveže obraze. Dvomim, da se bo še lahko dokazal in priložnosti je imel pa več kot dovolj. Njegova dva naslova svetovnega prvaka med vozniki sta starejša od onega, ki ga je dosegel Kimi Räikkönen za Ferrari, in Kimi se je Formule 1 naveličal že zdavnaj. Fernando Alonso ne, ampak tu je treba biti realen. Kdo si želi Fernanda Alonsa, komu bi lahko pomagal in kdo si ga lahko privošči. Namreč videli smo, da pri Aston Martinu kljub Fernandu Alonsu je situacija vse prej kot rožnata. Ampak morda se motim in bomo Alonsa še dolga leta videvali na štartnem razporedu, čeprav sam v tem kakšnega velikega smisla ne vidim. A za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.